Jaz sem se seveda z predstavniki, oziroma bom rekel drugače, predsedniki vlad in držav, ne samo evroobmočja, ampak tudi Evropske unije ob vrhu NATO pogovarjal o razmerah v Evropi, o tem, kaj lahko pričakujemo v naslednjih mesecih. Rad bi vam povedal, da se kakšenkrat mi sami svojih lastnih uspehov manj zavedamo, kot se jih in jih znajo ceniti naši kolegi zunaj. To, da Slovenija uspe po dramatičnem padcu BDP-ja, ta je bil eden največjih v Evropski uniji, priti na solidno, sicer nizko, a vsaj kot kaže stabilno gospodarsko rast, da je uspela sicer z zakonom, ki zamrzuje plače javnih uslužbencev, pokojnine in transferje, omejiti strošek države v proračunu. Državo, ki je tik pred tem, da sprejme pokojninsko reformo in pripravlja nove. Tuji voditelji znajo ceniti te uspehe in vidijo Slovenijo na strani tistih, ki lahko pomagajo. To je pomembno, se mi zdi. Pri nas je tega občutka manj, ampak ob drugi obletnici vlade se mi zdi, da je to nekaj, s čimer se lahko na koncu koncev tudi pohvalimo. Prav gotovo so bili spodrsljaji, prav gotovo so bili kakšni zamiki pri odločitvah, morda bi kakšno odločitev sprejeli drugače danes, vendar, ko pogledate, bom rekel, celoten lok teh 2 let in vidite, bom rekel, skok v temno brezno, takoj po začetku mandata, kjer nismo poznali globine, niti ne usode pristanka. In potem vzpon nazaj iz tega temnega brezna in ko zdaj jasno vidimo luč pri izhodu iz te krize, se mi zdi, da je to tisto, kar najbolj obeležuje, bom rekel, uspehe v teh 2 letih.